Nahajamo se v Izoli, natančneje na Prešernovi cesti. Tukaj v desni strani vidite kamero, zato ko ste v Izoli, nikoli ne kršite pravila, ker ta kamera je ves čas nameščena in ves čas deluje. Zdaj bomo počasi spustili en od sporednih cest Izole. Če bi zavili desno bi se peljali v Korte, mi pa se seveda peljemo proti Kopru. Zanimiv drevored, ki ga opažate lahko na vseh morskih področjih, tako slovenski isti kot hrvaški. Tukaj bomo zavili levo in se usmerili na hitro cesto med Izolo in pa Koprom. Tukaj na levi strani je industrijska cona Izole. Imamo še eno, ki je nekoliko večja. Sedaj bomo zapustili Izolo in se namenili proti Ljubljani. Zadnje križišče v Izoli, ki pa ga marsikateri voznik ne zna voziti. Vidite, in zdaj se bomo usmerili proti tunelu Markovec, ki je povezovalni tunel med Izolo in Koprom. Tam na ljavi boste si gledali bolnišnico Izola na vrhu. Vidite tam na vrhu nekaj lička. In mi se bomo seveda sedaj odpravili v Ljubljano. Razdalja med Izolo in Ljubljano pa je 106 km. Stop v tunel Markovec, kjer bomo svoj posnetek zaključili. No, in sedaj smo v delu še vedno hitre ceste med Izolo in Koprom. Ni bila omeniti in opozoriti, še ne potrebujete vinjete. Zanimivo, da je cena dizla v hitri cesti dražja z 9 centov kot v bistvu po normalnih cestah, kjer je cena 1,55 €.
Mi seveda to ne bomo storili, ampak se bomo po tej hitri cesti odpeljali proti Ljubljani. Tu smete voziti 110 km/h, da veste. Promet je nekoliko že zgoščen, namreč da je pravšnja za to, da ljudje zapuščajo svoje delovno mesto in se vračajo v svoje domove. Tudi za Koper. In tu mora biti včasih pripravljeni, da boste nekoliko morali počakati, ker je nekoliko več tovornjakov. No in sedaj mi stopamo na avtocesto A1, če bi zavili desno, bi lahko zapeljali proti Ankaranu, Škofijam in seveda Trstu. Mi to ne bomo storili, ampak se bomo peljali naprej proti Ljubljani. In sedaj morate vedeti, da smo že na avtocesti, ker pomeni, da morate biti pripravljeni z Darsovo vinjeto. To je tukaj. Včeraj smo sedaj že na avtocesti A1, ki nas seveda popelje proti Ljubljani in naprej proti Mariboru, Svetogradcu ali pa Budimpešti. No, tu bomo prečili prvi tunel. Seveda ga ne bomo snemali. No, sedaj se peljemo počasi proti viaduktu Črnikal, najvišjem in največjem viaduktu v Sloveniji. In seveda prečili bomo se nam kaže Vraški rob, zanimivo področje, ki je vredno obiskati in se nekoliko sprehoditi po njem. Najbolj znameniti plezalci pa tu preizkušajo tudi svoja plezalna znanja. Torej stopamo se na področje viadukta, ki je opremljen s to ograjo. Predvsem je ta namenjena tudi zaščito pred vetrom oziroma burjo.
mesto, bi prišli do gradu, bolje rečeno razvaline sicer, kraja sicer. In tukaj vidite že prve znake urejanja ceste. Zato tukaj vozite, tako tako znak vidite, previdno in pametno. No in mi se bližamo tunelu Kostelec, ki ga bomo seveda prečili brez snemanja. Spet smo na avtocestnem delu, vidite, ga zopet nekaj urejajo in priporočajo temu primerno vožnjo, kar je tudi prav. V tem delu avtoceste se lahko že vozimo 130 km/h, ki tudi mi počnemo. Čeprav nadobudni strokovnjaki in politiki pripravljajo oziroma razmišljajo, da bi se po mestu vozili 30 km/h po avtocesti. Seveda slovenska avtocesti pa 10 km/h. To je dogajaš več. Z takšnimi rešitvami delajo težave tisti, ki se vozijo iz točke A do točke B po naših avtocestah in seveda s tem povzročajo še dodatne zastoje. No, zanimivo pa je, da v bistvu ti tovornjaki, praktično noben od njih ne drži čisto te prave varnostne razdalje, ampak to pa nobenega ne moti, ker je zanimivo. Slovenija pomembna, organizacijsko tudi, da piše Zagreb, na to pa so nametali znake držav, s katerimi Slovenija bi, kot da bi bil Zagreb glavno mesto Slovenije ali pa rečeno tako pomembno mesto, da mora biti na slovenski cesti označeno, čeprav v bistvu bi bilo dovolj, da je pisalo Hrvaška, če se že hočejo označevati iz Zagreb. Recimo ne boste verjeli, da na madžarski meji vstopa v Slovenijo vidite napisano Ljubljana. Medtem ko pa, ko vstopite v del Prekmurja, pa piše le Maribor. No, mi smo do tega trenutka prevozili, boste verjeli, točno 30 km in pred nami je še 76 km do Ljubljane. No, ni potrebno celotno cesto snemamo, ker ne vidimo posebnih prometnih stanj in bomo snemanje nadaljevali, ko se premaknemo nekoliko bliže Ljubljani. Sedaj se peljemo po delu avtoceste, ki nam bo kratkem omogočila izvoz. Na tako zvanem križišču
Sežane. To je tukaj. Izvoz Sežana je tukaj, seveda. Naprej pa smo to povezani z Trstom. Trst. In mi se peljemo še naprej z možnostjo, da bomo v kratkem lahko to cesto zapustili, če bi to seveda želeli, in se peljali proti Novi Gorici. Kar ustrezen, brez nekih velikih zastojev. Kot vidite, pa na naši avtocesti je veliko tovornjakov. Nanos in koliko megli in pravi, ko megli je možno zdaj tudi vreme slabše. Da mi se počasi bližamo izvozu. Postojna. Rabimo še 16 km, do Ljubljane pa 62. Da ne bomo tratili kameri posnetka, delali v prazno, se bomo veseli ponovno čez določen trenutek, ko bomo v bližini Postojne. In sedaj se bližamo izvozu za Ajdovščino na Gorici. To je izvoz za Novo Gorico, Ajdovščino Vipavo. Se bo zgodil tukaj, pri naslednjem. Priključek za izvoz. Kar vidite tudi na označevalnih tablah, ki je sorazmerno zelo dobro označeno. To je ta izvoz, ki nas pelje proti Novi Gorici, Ajdovščini Vipavi. Bili so tudi težave z vetrom, tokrat jih ni označenih. In mi se počasi pomikamo proti izvozu Postojna. Če vedno vidite, da v Ljubljanku je kar nekaj. Do Postojne pa še potrebujemo voziti 10 km, zato bomo s snemanjem veliko čakali. Se bližamo počasi Postojni, bomo tudi pokazali
pokazali še eno od stvari, ki so lahko zelo zanimive. To je počivališče Studenec. Čeprav bi lahko bilo bistveno bolj urejeno počivališče, lepo videzu, lepo ponudbi, ampak da bi lahko tukajšnji turisti, ki se vračajo, imeli razen vode in strelišča, tudi morda nekako turistično ponudbo, ki pa seveda nimajo. Tako je pač genialci Darsa urejajo obcestno infrastrukturo za potrebe turistov, ki se vozijo po tej avtocesti iz centralne Evrope proti Hrvaškemu morju. Torej smo imeli neke vrste transportna povezava. No, imamo srečo, da imamo veliko tovornega prometa, ki nam res da ločuje ceste, naša pa tudi nek denar. Vidite, da je to res, vidite na oni strani tovornjake in seveda na tej strani številne tovornjake. Ura je danes 11. marca 15:45. No in seveda to je že prva označba, kjer piše, da je tukaj na voljo dostop do Postojnske jame in seveda do Postojne, pa tudi do sosednjega mesta Reka na hrvaški strani. No, morate pa prečiti potem Ilirsko Bistrico. No, pa se peljimo kar naprej mimo Postojne. Tokrat promet ni tako zgoščen kot ponavadi. Vidite pa številne tovornjake, ki se vozijo na relaciji vzhodna Evropa, delno tudi centralna Evropa, proti Italiji. In tukaj seveda vračanje teh istih tovornjakov na prej omenjene destinacije. V tem trenutku smo mi v bližini enega od počivališč, imenovanega Rauber-Komanda. O tem, kaj je Rauber-Komanda in zakaj je to ime dobilo, bomo morda poročali drugič. Zdaj zopet nekoliko prekinimo snemanje, ker v bistvu se pravi, nič nekaj posebnega ne dogaja. No, smo spet nazaj. Šoferju smo naročili, da vozi previdno, natančno po predpisih, torej tam, kjer je omejitev 130 km, 130 km, tam, kjer je manj. Tako da so lahko posnetki vizualno ustrezni, a bi tukaj lahko zavili v Dogradu, Snežnik, zanimiv grad, ki pa ga v bistvu nosilci gradu ne znajo uporabiti za resne promocijske namene. Žal.
odločili, da bo tako. Tukaj je izvoz Unec, ki nam omogoča, da se lahko popeljemo na drugi del Slovenije, ko boste vedeli celo tja do Kočevja. Da nas ne žmika. Imamo srečo, da je sonce za nami, imamo srečo, da imamo voznika, ki vozi pametno, previdno, ne prehitro, da bodo naši posnetki lahko ponazorili prometni utrudnik na naši avtocesti A1 med Koprom in Ljubljano z ustreznim pogledom na stanje prometa. Seveda na današnji dan 11. marca, kot rečeno, in nekaj pred 14 uro, povečeno 9 minut na 14. Mi smo do tega trenutka prevozili 70 km in potrebujemo do Ljubljane še 33. No, to je vozilo spremstvo, zato vozimo še bolj previdno. Prvič, avtocestno povezavo Koper-Ljubljana, bolje rečeno Izola-Ljubljana, če smo natančni, da boste videli promet čistega drugega zornega kota, tudi namen. Glavni namen pa je seveda, da vas opozorimo, da na avtocesti nikoli niste sami. Nikoli ne pretiravajte, nikoli kršite predpisov, torej vozite previdno zase in za vse ostale udeležence v prometu. To je vaša dolžnost, ne pravica. Zanimivo pa je, da v bistvu redko, ko se vozimo v tej relaciji, ne vidimo policistov, ki bi nadzirali promet. Pokramljali z tistimi vozniki, ki imajo nekoliko pretežko nogo. Danes, če smo zelo pošteni, nismo vzeli praktično nobenega voznika, ki bi v bistvu bil neke vrste poseben kršitelj. Predpisal ravno nasprotno, vsi vozijo solidno in primerno. Določenim pogojem in predpisom. Se takoj vrnemo. No in počasi se bližamo Kočevlišču Lom. Kočevlišče Lom je na relaciji Ljubljana, Koper, ena od večjih počivališč in tudi eno od urejenejših počivališč. Tako boste videli predvsem na levi strani, no pa tudi na desni strani številne tovornjake, ki seveda iz takšnih in drugih razlogov čakajo, da bodo nadaljevali vožnjo do svoje dokončne točke, kamor so namenjeni. Pa tu je izvoz za Logatec, Tolmin, Idrijo, Cerknico in Žiri. Logatec je zanimivo mestece, znano je pa tudi po znamenitih
računalniki za potrebe ljudstva, ki so samevali več kot dobro leto eno skladišč, nato pa so jih hitro razdelili umni politiki z umno ministrico, ki je morala oditi z položaja, zato ker je te računalnike gradila sama ne vedela za koga. No, pa se vrnimo nazaj na cesto, to je bolj pomembno. Politiki nikoli niso bili pomembni del družbe, čeprav v bistvu to družbo kolonijo, krmalijo in vodijo. Pa vidite, da je še vedno normalno zgoščen in normalni. Prevoz je možen, brez kakšnih posebnih zastojev. Mi smo se bližali Ljubljani, zdaj bomo imeli še izvoz Vrhnika in še en izvoz, ki zdaj le gradijo že kar nekaj časa. In zanimivo, gradbinci, ki vsaj po našem mnenju prihajajo daleč iz Hrvaškega Raba, niso prav primerni za tovrstne posege, ampak nekdo jih izbral, torej izpolnjuje pogoje. No, tu je v bistvu prečenje proge med Koprom in cesto Ljubljana Postojna, imenuje pa se Vert, v kraju Vert. In kot vidite, že vedno deluje, vendar ne v takem obsegu, kot je takrat, ko so oni potrebovali potrebne gradbene materiale za izgradnjo tega dela avtoceste. Vrhnika je znana tudi po znamenitem Slovencu Ivanu Cankarju, njegovi hiši. Ki pa je omenjen takrat, ko zato kdo potrebuje neko osnovo. No, tu je izvoz za Vrhniko in sedaj se bo začelo to, kar smo prej omenjali, da ni težav, včasih se bo promet začel zgoščevati, namreč bližamo se Ljubljani in tam pa se stvari začnejo zapletati. Zakaj? Ker so načrtovalci celotnega avtocestnega območja okoli Ljubljane nekoliko zaspali pri razvojnih razmišljanjih. Zdaj pa nimajo učinkovitega pristopa, kako to stvar razrešiti. Namreč ob avtocesti oziroma obroču so zgradili hiše oziroma različne objekte in so seveda stvari sedaj zapletene, kako stvari izpeljati. No, kot vidite, tu je vedno več tovornjakov. Predvsem na oni strani, ki vozijo proti Kopru.
Sedaj boste videli to, kar smo prej omenjali, da se bodo stvari začele počasi zapletati oziroma bo promet zgoščen. Po nekoliko izsiljevanja, po nekoliko različnih pristopov, kako se prebiti do Ljubljane oziroma kako Ljubljano ter avtocesto obroču okoli Ljubljane čim hitreje in brez velikih zastojev zapustiti, kar pa seveda težko. Ki je vozil pred nami, je zelo omaknil. In tukaj vidite tovornjak, tako na tej strani, na tej strani avtoceste proti Kopru. Piše, upoštevajte varnostno razdaljo, seveda jo mi upoštevamo. Zdaj bomo vse bliže prej omenjenemu gradbišču, s katerim želijo razrešiti velike zastoje v zapuščanju glavnega mesta. Kot rečeno, naj bi to bilo končano letošnje leto, čeprav v bistvu čakajo ta projekt že kar nekaj časa. Sreče, da tega zastoja trenutno še ni. Na drugi strani je kolona vozil, da še vozijo toliko normalno in brez posebne gneče. Je pa vidno že, da je zgoščen promet bolj manj. V dopoldanskem času. Zahtevaj, da vozimo 100 km/h, kar smo seveda tudi takoj storili. In to je prej omenjeno gradbišče. Ki bomo sedaj vozili. Delavci modrujejo, kako bi hitreje dokončali ta projekt. To povezovalni most med tema dvema krajema nedavno ga še ni bilo, gre za kovinsko konstrukcijo. In to je ta novi izvozni del, ki bo nekoliko sprostil promet. Vse upati je, da bo tako. Se
približamo enemu od problematičnih izvozov, to je Brezovica. Zakaj problematičnih? Zato, ker v bistvu na levi strani avtocestnega dela se ljudje vračajo v ta del področja in vedno veliko zastojev. Ne z te strani, ampak z one strani, in to bomo opazili, ko bomo bliže izvozu za Brezovico. Vidite, je tam promet resnično zgoščen, na naši strani pa se sorazmerno brez težav vozimo tudi oni. Danes praviloma pa je tukaj nekaj čakanja. Tam že vidimo, da je kolona vozil za izvoz. In tu nas opozarjajo, da moramo paziti na, vidite, tam je kolona vozil. In to je dnevno tako. To vidimo tule. Zapeljali v Ljubljano in zapustili avtocesto. Bomo šli ne Gradec, ne Maribor, ne Zagreb, ne Novo mesto, ne v Beljak. V avstrijski strani, ampak v središče mesta. To je tale križišče, ker bomo zapustili čez nekaj trenutkov avtocesto in se po Tržaški cesti zapeljali v Ljubljano. Bolje rečeno, ko nam bo to uspelo, bomo naš prispevek prometnega utrinka med Izolo in Ljubljano tudi zaključili in vam tako, upamo, predočili, kako potujejo ljudje na relaciji Izolo-Ljubljana ali Koper-Ljubljana vsak dan. To je izvoz za Ljubljano. To je področje Vič. Mi se bomo seveda tukaj zapeljali proti centru mesta. Tu se moramo usmeriti v ta pas, da bomo lahko zapeljali na Tržaško cesto. Spoštovane in spoštovani, lep in prijazen dan vam želimo iz Ljubljane. Bolje rečeno iz Tržaške ceste, ki je povezovalna cesta z samim središčem mesta. Kot veste, Ljubljana ima Dunajsko cesto, ki vas povezuje z Mariborom, Tržaško, ki vas povezuje z Koprom, ali pa rečeno tudi z Trstom. Imamo tudi Dolenjsko cesto, ki vas popelje do Novega mesta in naprej proti Hrvaški.
in tako je v Ljubljani okoli 16 ur in 11 minut. Ko se ljudje odpravljajo, eni v mesto, drugi iz mesta in tako je v delu našega mesta Ljubljane. Danes 11. marca 2025. In zaključek, ko ste na cesti, katerikoli, avtocesti ali navadni cesti, hitri cesti, vozite previdno, upoštevajte predpise in zagotovo boste varno prispeli na cilj. Mi tukaj zaključujemo svoj prometni utrinek Ljubljana-Koper. S dnem!